Točke A, B in C so oglišča trikotnika. Določi kot alfa in dolžino težiščnice na C. Za določitev kota alfa si bomo pomagali kar s skalarnim produktom, saj imamo podane točke s 3 koordinatami. Če hočemo določiti velikost kota alfa, moramo najprej poznati skalarni produkt dveh vektorjev in pa dolžini teh dveh vektorjev. Kot alfa je pa vmesni kot teh dveh vektorjev. Zato si bomo mi zapisali vektor AB in kasneje še vektor AC. Zdaj, kako zapišemo vektor AB? Mi imamo točke zapisane po komponentah, kar pomeni, da si lahko izberemo nekje izhodišče in lahko od izhodišča do dane točke potegnemo krajevni vektor točke A, ki ima kar enake koordinate kot naša točka A. Sedaj pa, če želimo izračunati, koliko je vektor, ki od točke A kaže k točki B, bomo rekli takole. Krajevni vektor točke B minus krajevni vektor točke A. Vedno damo na prvo mesto krajevni vektor tiste točke, ki se v prvotnem zapisu nahaja na drugem mestu, odštejemo pa vektor, ki se v prvotnem zapisu nahaja na prvem mestu. Zapišemo vektorja -4, 1, 1, minus vektor A, -6, -8, -1. Dobimo -4 minus -6 nam bo dalo +2. 1 minus -8 nam da 9 in 1 minus -1 nam zopet da 2. Zapišemo še koordinati vektorja AC. Zopet tisto, kar je na drugem mestu, napišemo najprej torej krajevni vektor točke C minus krajevni vektor točke A. Pa zapišemo 2 minus 5 minus 4 minus -6 minus 8 minus 1. Pa dobimo 2 minus -6 nam bo dalo +8. 5 minus -8 nam da +3. -4 minus -1 pa dobimo tukaj le -3. Tako smo zapisali najprej naše vektorje po komponentah. Sedaj si bomo pa zapisali, koliko znaša skalarni produkt. AB skalarno AC. Kadar imamo naša vektorja zapisana po komponentah, kot v našem primeru, skalarni produkt zračunamo tako, da zmnožimo prvi dve komponenti, to v našem primeru pomeni 2 in 8, in prištejemo produkt drugih dveh, 9 krat 3, in prištejemo produkt tretjih dveh komponent, 2 krat -3. Dobimo 16 plus 27 minus 6 in dobimo rezultat 37. Za skalarni produkt pa rabimo še dolžini posameznih vektorjev, zato si bomo najprej pogledali, koliko je dolžina vektorja AB. Dolžino vektorja izračunamo tako, da izračunamo kvadratni koren skalarnega produkta vektorja samim seboj. Kar pa sedaj pomeni, da kvadriramo prvo komponento in ji prištejemo kvadrat druge komponente in ji zopet prištejemo kvadrat tretje komponente. Dobimo 4 plus 81 plus 4, kar nam da rezultat koren iz 89. Zapišimo si še dolžino vektorja AC. Tako kot v prejšnjem primeru kvadriramo prvo komponento, 8 na kvadrat. Ji prištejemo kvadrat druge komponente, 3 na kvadrat in še kvadrat tretje komponente. Zapišemo 64 plus 9 in ravno tako plus 9. Dobimo 64 plus 9 je
73 plus 9 bi bil koren iz 82. Sedaj se pa zapišemo skalarni produkt v našem primeru, kar pomeni vektor AB skalarno vektor AC je enako dolžini vektorja AB krat dolžini vektorja AC krat kosinusu vmesnega kota. V našem primeru je ta kot alfa. Ker želimo poiskati kosinus alfa, bomo enačbo delili z dolžinama vektorjev. Tako dobimo, da je kosinus alfa AB skalarno AC ulomljeno z dolžino vektorja AB in dolžino vektorja AC. Naše števila vstavimo v račun. Skalarni produkt je bil 37, dolžina vektorja AB je bila enaka koren iz 89 in dolžina vektorja AC koren iz 82. Pri nadaljnjem računanju si pomagamo s kalkulatorjem in tako pridemo do rezultata, da naš kot alfa znaša 64 stopinj in 20 minut. Poiskati moramo še dolžino težiščnice na C. Najprej se spomnimo, da je težiščnica na C tista daljica, ki povezuje oglišče C z razpoloviščem nasprotne stranice, v našem primeru to stranica AB. Zato si bomo najprej poiskali razpolovišče točk A in B. In si bomo pomagali kar s tole formulo. Se pravi, moramo sešteti prvi dve komponenti naših dveh točk in deliti z 2. Dobimo -6 -4 polovice, -8 plus 1 polovica in še -1 plus 1 polovica. Tako bi tukaj dobili -10 polovic, kar nam bo dal rezultat -5. -8 plus 1 je -7 polovic, -1 plus 1 nam pa da 0. Sedaj pa imamo razpolovišče stranice AB, si lahko zapišemo vektor SC. Se pravi, vektor, ki bi šel od razpolovišča naše stranice do točke C. Pa zapišemo tako kot prej. Krajevni vektor točke C minus krajevni vektor točke S. Naša točka C 2 minus 5 minus 4 minus -5 minus 7 polovic in pa 0. 2 minus -5 nam da plus 5, zato tukaj dobimo 7. -5 minus -7 polovic nam da 5 plus 7 polovic, na zadnjem mestu pa dobimo -4. -5 plus 7 polovic. In še olepšamo naš rezultat. 7. Tukaj bi morali pa tole dati na skupni imenovalec, kar pomeni, da bi morali tole razširiti na 2. 2 krat 5 bi bilo 10. -10 plus 7 nam da -3 polovice in zadnja komponenta -4. Sedaj si moramo pa samo še zračunati dolžino tega vektorja in to bo ravno predstavljalo težiščnico na C. Dolžina vektorja SC, pa imamo kvadratni koren in zmnožimo vektor sam s seboj skalarno. Zato dobimo prva komponenta na kvadrat, bi nam dala 49, plus, tukaj imamo 9 četrtin, pa na koncu še plus 16. Saj, če kvadriramo negativno število, dobimo nazaj pozitivno število. Rezultat bo tako, koren 269 četrtin, tole pa lahko še delno korenimo in dobimo 269 polovic,
kar pa je približno 8,2